Včerajšnje snežne padavine tudi na Celjskem povzročile nekaj težav. V okviru Šentjurjevega že 10. srečanje oldtimerjev. V vrtnarstvu Valner pripravili dan balkonskega cvetja. Košarkarji Elektre v drugo ligo, Hopsi v dodatne kvalifikacije. Lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Napovedi vremenoslovcev so se uresničile. Kljub temu, da smo že krepko zakorakali v pomlad, nas je na včerajšnji državni praznik presenetilo sneženje. To je tudi na Celjskem povzročilo kar nekaj težav. V vodcevi zimski službi so bili kljub toplejšim temperaturam v zadnjih tednih še vedno v pripravljenosti. Za nas je to služba in spremljamo vremenske napovedi in tudi sicer je bila napoved toliko, bi rekel, zanesljiva, vendarle, da smo pač povzeli določene ukrepe. A so včeraj zaradi močnega sneženja kljub temu morali vpoklicati več ekip, kot so pričakovali. V planu je bilo tole za tale predel samo po ena ekipa, za območje Mozirja in pa Šentjurja, vendar smo aktivirali potem 3 v bistvu za območje Mozirja, 2 v Latkovi vasi, 6 potem v Šentjurju, kjer je bilo najhujše, in pa po 2, bom rekel, za območje Celja, ki pokriva zdaj tudi Laško, Rimske Toplice in pa Jurklošter Dežno. Ti predeli so nekoliko bolj izpostavljeni, so tako visok, ampak ker so ozke doline, je tudi sneženje bilo dosti bolj intenzivno in tudi temperatura je tam nižja, predvsem ob vodotokih. Največ težav so imeli s polomljenimi in podrtimi drevesi, zlasti v Logarski dolini, kjer so morali cesto čez noč zapreti. Mi smo v zadnjem letu pa pol, moram reči, da država je predvsem namenila kar precej sredstev, ogromno čistil obsestja po zadnjem žledolomu, vendar kljub temu bo še treba marsikaj postoriti. Vegetacija tudi hitro raste, takle primer, ko je pa enkrat listje gor, je pa sploh, bi rekel, problematičen, pa pravzaprav ne moreš drugače, kot da gasiš takrat, ko do tega pride. Kar nekaj je bilo tudi zdrsov vozil, saj je veliko voznikov zimske gume že zamenjalo za letne. Že pri plundri, to se pravi, sneg se niti ni oprejemal vozišča, pa so imeli vozniki z letno opremo kar hude težave. Verige pa, bi rekel, tisti, kdor menja zimske gume, ponavadi nima. Pa tudi v takem slučaju se dostikrat ne odločajo vozniki, da bi to zmontirali, ker ponavadi spodaj še gre, potem, ko se pa zakomplicira, je pa že prepozno. Ceste na Celjskem so bile danes že normalno prevozne, za naslednje dni pa tudi ni napovedanega novega sneženja. Nadaljne aktivnosti bodo pa potem prišle v poštev v naslednjem tednu, ko z predstavniki upravljavcev pregledamo stanje in ko bodo pač oni odredili, do kakega obsega v bistvu je zdaj pač potrebno očistiti oziroma koliko bo je pač sredstva dopuščala. Letošnja zima je bila sicer ena milejših v zadnjih letih, zato je bila tudi poraba posipnih materialov, ki bodo zdaj v skladišču počakali na prihodnjo zimo, precej manjša kot v preteklosti. Ena najbolj obiskanih prireditev v okviru Šentjurjevega je vsako leto srečanje starodobnih vozil in njihovih skrbnikov. Šentjursko društvo Večno mladi je včeraj pri Muzeju Južne železnice pripravilo že jubilejno 10. srečanje. Odziv je bil, kljub neugodnim vremenskim razmeram, zelo dober. Letošnjega srečanja starodobnikov se je udeležilo nad 150 udeležencev. Tokratna panoramska vožnja jih je vodila preko Šentvida do Ponikve oziroma Slomškovine in potem po severni strani nazaj na izhodišče v Šentjur. Z udeležbo so pri Večno mladih zadovoljni še toliko bolj, saj je bila vremenska napoved neugodna. Sigurno, da smo vsi skupaj zadovoljni, kajti potrebno je ogromno volje in truda, da se prireditev v tako velikem številu, kot je današnja, s strani obiskovalcev, naših prijateljev, ki se zvesto vračajo na našo prireditev vsako leto, tudi tokrat na našo 10. tradicionalno, je potrebno ogromno truda, odrekanja vseh naših članov. Moram pa se zahvaliti ob tej priliki tudi vsem našim sponzorjem kluba Starodobnikov Večno mladi in donatorjem za naš srečolov.
katerega prispevke skrbno vsako leto namenimo zopet za delovanje društva skozi vse leto. Prireditveni prostor je bil že pred leti zapolnjen, razmišljanja so bila, da bi se tudi selili, pa vseeno vztrajate tukaj pri muzeju Južne železnice. Lokacije sigurno tudi v bodoče za naše srečanje ne bomo menjali. Naša dejavnost kluba starodobnikov Večno mladi trdno stoji na ohranjanju kulturne in tehnične dediščine, kar je pa nedvomno povezano tudi z našim muzejem Južne železnice, na katerega smo vsi Šentjurčani lahko zelo ponosni. Tako smo tudi mi ponosni kot člani kluba starodobnikov Večno mladi. Tu imamo tudi skupne prostore. Sam vodja muzeja, gospod Mihael Bučar, nam tudi trdno stoji ob strani, je naš zelo dober prijatelj, tako da sodelujemo. Člani kluba imamo tudi v dolgoročnem planu in željo, da tu na tem mestu, da zgradimo pač v bodoče en razstavni prostor, da bomo imeli možnost prikaza tudi obiskovalcem muzeja Južne železnice, kateri ima kar dosti obiskovalcev skozi vse leto, da bi imeli možnost si ogledati tudi naše pridobitve, naših članov, katere imamo na razpolago, pa naša zbirka, moram povedati, ni tako mala. Koliko članov trenutno šteje društvo in kaj vse še imate v načrtu za letošnje leto? 65 aktivnih članov, od tega ima vsak član po eno ali tudi več starodobnih vozil, tako motorjev, traktorjev, koles. Zelo močna in dejavna je naša kolesarska sekcija, katere člani se udeležujejo prireditev širom po Sloveniji, tako da so zasedeni skoraj skozi vse leto. Smo povabljeni po širni Sloveniji, od vzhoda do zahoda praktično. Kolesarska sekcija, imamo tudi najstarejše kolo, ki je v lasti kluba. Imamo tudi močno avtomobilistično sekcijo, motoristična se še ustvarja, ampak dosti imamo primerkov in dosti članov. Letos imamo v planu v mesecu juniju, organizira naša kolesarska sekcija srečanje starodobnih koles, bo prireditev prav tako tu na tem prostoru pred muzejem Južne železnice oziroma pred našimi klubskimi prostori. Potem imamo v prvo nedeljo v septembru v letošnjem letu imamo še v planu za izvediti sejem rabljene tehnične starodobne opreme. To pomeni rezervnih delov, nadomestnih delov, raznih starodobnih primerkov, katere želijo pač naši člani ali tudi člani od drugod zamenjati, prodati, izmenjati izkušnje, kje se dajo zadeve nabaviti, o sami urejanju in pa predvsem o nabavi novih, kakor tudi rabljenih rezervnih delov. Kljub neravno ugodnim vremenskim razmeram so v vrtnarstvu Valner iz Vodroža pri Šentjurju z dnevom balkonskega cvetja odprli sezono svojih večjih dogodkov, na kateri skušajo svojo ponudbo združiti s svetovanjem priznanih strokovnjakov. Za vse, ki si želijo svoj dom popestriti s cvetjem, je sedaj idealen čas za začetek. Na to temo smo pod vznožjem Resevne dobili kopico uporabnih informacij. April je idealni čas za začetek nove balkonske sezone in v tem času si najprej uredimo razmere doma, se pravi popravimo nosilce za korita, očistimo korita, po možnosti tudi nekatere zamenjamo za večja, globlja, bolj prostorne, primerne še za rastline. V tem času je seveda največja izbira na vseh vrtnarijah in takrat v bistvu imamo največjo možnost kombinirati rastline med seboj. Ponudba v tem času je idealna, rastline so v odlični kondiciji. Sedaj je čas, da začnemo z novo balkonsko sezono. Meni je najbolj pri srcu inovativnost vsako leto posebej. Sami se mi dostikrat dogaja, ko dam rastline na balkon, že razmišljam, kaj bom imela drugo leto. Čeprav v bistvu do zdaj sem to pozabila, pa ko vidim tale pester sortiment, pa začneš zopet, kaj ti je všeč. Tradicija nas včasih spominja na nekaj, kar želimo v bistvu spet
nadaljevati ali pa želimo v bistvu nekaj spremeniti. To je stvar posameznika. Tradicija je seveda vse pelargonije, v katere zaupamo, dobro prenesejo poletno vročino, katere se večina boji. Nekaj sodobnega pa so v bistvu kompletno ves bogat rastlinski sortiment, ki ga vidimo po celi vrtnariji. Tu se lahko vsako leto igramo z novitetami, veliko je novih barv, novih sort, različna rast. Poleg tega je pa v bistvu sigurno zelo pomembno poudariti 3-letne čase, ne samo poletno sezono, ne samo balkonski sortiment, ki traja od maja pa do neskončnosti v zimo. Marsikdo se novembra hvali z cvetočimi balkoni. Jaz še vedno trdim, vsaj 3-letni časi, se pravi, do zdaj je bila na balkonu pomlad, še vedno so mačehe lepe, ampak ker je čas ta pravi, grejo te mačehe stran. Ravno opažam, začenja se ta spomladanska utrujenost na mačehah, narcise, tulipani so počasi odsveteli, pomlad je bila topla, vroča in v tem času so te zgodaj spomladanske cvetoče rastline hitro zaključile. In je sedaj ravno pravi čas, da se od njih poslovimo in zamenjamo v bistvu z to pisano ponudbo balkonskih rastlin. Septembra, ko pa postanejo poletne rastline utrujene, takrat pa nastopi jesensko sajenje in vsakemu toplo polagam na srce, kajti zimska zasaditev, pa po zimi cvetoči balkoni z mačehami, to je pa v bistvu nekaj, kar ne vidiš na vsakem koraku in daje v tem turobnem času največ veselja. Ampak kot rečeno, poletna sezona je v bistvu tista najpestrejša in nobene potrebe ni, da bi ponavljali ene in iste rastline vsako leto. V prvi tekmi 8. kroga košarkarske lige za prvaka so košarkarji Tajfuna včeraj dosegli prvo zmago, potem ko so na gostovanju pri Heliosu slavili z 68-63. V ligi za obstanek je bil lokalni derbi na Polzeli, kjer so gostitelji 110-77 premagali Elektro. Slednja je tekmovanje končala na zadnjem mestu in se seli v drugo ligo. Polzelani bodo prvoligaški status skušali zadržati v dodatnih kvalifikacijah, kjer bodo njihovi tekmeci Portorož, Maribor in Sežana. Šoštanjski klub je v letošnji sezoni preživljal težke čase. Ob vseh finančnih težavah so prvo ekipo zapustili ključni košarkarji. Ekipa po vseh premikih pričakovano ni bila konkurenčna, kljub temu pa so mladi košarkarji pokazali in dokazali, da bo potrebno na njih v prihodnosti še kako računati. Enako je bilo včeraj na Polzeli, kjer so se dobro borili 3/4, dokončno pa padli v zadnji. Polzelani so igrali ravno toliko, kot morajo. Tekmo ni odločalo ničemer, zato tudi motivacija v bistvu nekih glavnih igralcev bila, če gledamo na psu, ampak to ni upravičilo. To pokaže mogoče tudi odnos do košarke, odnos do igre, odnos do kluba. Je pa res, da je konec sezone, težko je motivirati igralce in kakorkoli je, hvala Bogu, da se ni zgodila nobena poškodba in zmagali smo. Ko se je Đurica poškodoval, smo v bistvu pričakovali padec. Jaz sem fantom rekel v garderobi, lej, nimamo kaj izgubiti, pejte na igrišče, borite se, noben vam nič ne bo zameril, če se boste borili. Ampak prvi polčas se nismo borili. Mladi fanti ste edino na tak način, da se borimo, da pustiš srce na igrišču, se da igrati. Če je nekdo boljši, pa čestitaš je boljši, ampak če se boriš, je malo drugačen. Pristop je bil pravi, prišli smo na 8 pik, ampak pošteno povedano, Hopsi so dosti močnejši, izkušena ekipa. Jaz moram reči, da sem malo razočaran, da niso višje in jim želim jim, da ostanejo v ligi, ker klub s tako tradicijo, pa to bi bila velika katastrofa, da bi izpadel. Upam, da bojo ostali v ligi. Šoštančanom je seveda po izpadu v nižji rang še kako težko. Mogoče se bo čudno zdelo, jaz sem zadovoljen. Jaz sem zadovoljen z njimi, ko smo se pogovarjali, ali izstopimo, ali ostanemo. So bili razna mnenja, pa ne bojo fantje zdržali. Sobota tekma, zvečer v Portorožu, v nedeljo mladinska tekma, 8 istih fantov, ne bo regeneracije, bojo poškodbe, razna mnenja. Na koncu smo v bistvu skupaj z upravo in starši se odločili, da gremo v to in še enkrat kapo dol in fantom, upravi, staršem, vsem, ki so pomagali, da smo to speljali. Posebna zahvala pa mojemu tehničnemu vodju, gospodu Vahu.
Šoštančani so torej zdaj padli v drugo ligo. Kot so me že kolegi malo zahecali, pisalo bo, da je trener Maličevič prišel z člansko ekipo v drugo ligo, ampak jaz se s tem ne obremenjujem. Jaz nisem profesionalc, jaz imam s temi fanti veliko, srce mi je polno. Lansko leto smo bili tretji s kadeti v Sloveniji, naslednje leto bo to nosilna generacija pri mladincih. Jaz upam, da probamo ponoviti rezultat in verjamem, da pred temi fanti je še veliko lepih košarkarskih trenutkov. Polzelane čakajo dodatne kvalifikacije s Portorožem, Sežano in mariborskim Branikom. Od Polzelanov se seveda pričakuje, da bodo ohranili prvoligaški status, kljub temu pa previdnost ne bo odveč. Da bom zbrisal to njim v glavam, tem igralcem, da bojo same zmage, bo najtežje, ker podcenjevati nasprotnika, to smo že videli. Mi smo res sposobni premagati vsakogar, pa izgubiti od vsakogar. Posebej problem imamo igrati na gostovanjih, tako da podcenjevanje nas lahko drago stane in to ubiti v glavo tem našim igralcem, kar se je že tudi danes videli, kako so šli v tekmo, mislim, da bo najtežje. Jutri bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v jugovzhodni Sloveniji bo dopoldne občasno deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 5, v Alpskih dolinah okoli -5, na Primorskem do 8. Najvišje dnevne od 8 do 12, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe. Nedeljo bo oblačno, občasno bo deževalo. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Najlepša hvala za vašo pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.